napišite komentar, kaj imate pa vi rajš, klobase ali čevape. Živijo, z mano bo Matic Kokošar, komik in pa mnogi ne veste, da je tudi diplomirani geograf in pa zgodovinar. Tako da, Matic, dobrodošel, kako si? Živijo, Jan David, jaz sem super. Tako da, kako si ti kaj? Ja, evo, bo, ne, sej nimaš kaj. Delamo nekaj, ustvarjamo takole med korono. Ti kaj nastopaš med korono takole? Te nastope? Sem dejansko nekaj tudi še bom, ampak ni niti približno kaj takega podobno, kot smo pač imeli v živo, ampak je nekaj bližje k tega. Ni feedbacka, ne? Tudi če vidiš sliko, ki se en smeji, ni isto, ne? Ni. Je. Mislim, iskren povedan, meni se ne zdi sploh, kaj bi rekel, da bi počel karkoli, zato ker... Pa ja, vse več, publike ne briga kaj dosti, kako se ti počutiš glede tega, pač rabijo neko zabavo, pač če jim ti lahko vsaj nekaj dostaviš in pač dostaviš. Zdaj, se tudi na odru nisi vedno v top formi ali pa, ne vem, počuti, ampak služba kot služba, ne. Točno to, ja. Pa ti to komedijo gledaš že kot službo, mislim, bi si želel nekoč postati? Mislim, jaz dejansko nimam te želje, jaz bi to imel kot hobi, oziroma ima bolj neko popoldansko obrt, ker se mi ne da, če jaz eno stvar delam, pol se naveličam tega hitro nehati, tako da imam rajši neko drugo službo zraven, pa je to samo popestritev zraven. Daj mi povej, kako pa zdaj tale šola, ne, ti si namreč tudi učitelj tamle na zdravstveni srednji v Ljubljani, če imam prav. Kako poteka zdaj ta Zoom pouk, a se skozi počutiš, da imaš ene nastope stand-up za učence, ali? Ja, precej bizarno je, ampak smo se dejansko navadili, ker tega je ogromno. Moramo vedeti tudi, da dijaki imajo ogromne težave s tem. Tudi učitelji oziroma profesorji imajo, tako da jaz imam še malo sreče, ker pač sem navajen govoriti pred ljudmi po prazno, tako da smo kar hitro zrihtali, ampak ni niti približno tako in marsikdaj je kar mučenje. Tako da jaz sem kar ponosen na moje dijake, da so zmožni toliko časa potrpeti pred računalnikom in pač gledati po cele dneve ta pouk preko Zooma. Ja, pa imate po 45 minut, pa pol kaj odmora, ali je to čisto drugače? Malo krajše, ker se vidiš, že midva sva imela priprave, to traja, to 45 minut pouka ne bomo speljali. Ti tudi sam veš, koliko lahko gledaš ali pa poslušaš neko stvar, ne da bi nekaj zraven delal, tako da pouk 35 naredimo, tako da 30 je tega res optimalnega, ostalo je pa pol samo ali razvlečeno ali pa pač zato, ker mora biti tako. Ja, pač toliko da cajt mine, ne. Kaj pa, a te dijaki poznajo, koliko to, zdaj 1 leto že učiš ali že dalj? Ja, pol leta. In kako si mislil, kot dijaki, da me poznajo? A te poznajo kot komika, ja, to. Ja, jaz sem šel z namenom, da se jim pač bom skrival glede tega, ker pač rabiš neko avtoriteto, zdaj, če mi boš ti googlal, boš hitro videl, da sem zelo neresen človek. Ja. In že z glasom in že samo mimiko ful težko držim avtoriteto, pač če hočeš biti pa profesor, ne moreš biti brez avtoritete, ker pol si praktično na istem kot oni, oziroma še slabši. Tako da sem mislil s tem, ja, se bom prišel, noben ne bo vedel za mene, 3 minute izdržal, da mi je ta prvi zgooglal in itak je pol cel šoli povedal, tako da 3 minute sem zdržal, sicer ravnateljica izvedela pa po pol leta, tako da. A ja, čakaj, ti si dejansko skrival toliko časa, da so... Mislim, zamolčal se pač, itak je toliko bilo govora, glede vsega, se veš, mi smo imeli na začetku pouk v šoli, zdaj imamo na Zoomu, itak je bilo toliko tega, pa prvo leto sem jaz zdaj profesor, da v bistvu niso niti imeli časa me pogledati, ali kaj takega, zdaj so nekako izvedeli, da sem, tako da v ponedeljek, se pravi danes snemava je sreda, sem tudi
že nastopal za šolo, tako da... prav to svojo šolo. Ja, se pravi, zelo malo Dobre. okrnjeno, se veš, brez preklinjanja, brez kakšnih takih zadev, ampak so bili zadovoljni. Je bilo malo naporno, ker pač res moraš gledati, kaj govoriš. Zdaj mi se pogovarjamo, še lahko povedo vse, ampak tam je malo drugače. To je smotno s to avtoriteto. Čakaj, zgodovino ali geografijo, kaj učiš? Oboje. Aha, za oboje si pol te skozi gledajo, mislim, redno. Pa to so te zdaj... Ja, povej. Ja, ne, oprosti, nekaj si hotel vprašati. Ne, pa sej, povej ti, pol oboje, mislim, učiš kaj, eno za drugo, pa si po 6 ur... Jaz sem bolj 8 ur geografije, ne, mislim, 16 ur geografija, sam 4 zgodovina. Sicer bi bolj bil vesel, da je pol. Fajn je, ker te zadeve se zelo dobro povezujejo, pa pestro je, ker nekaj časa imaš nekaj časa imaš drugo. In je ful je dobro. To je sej ogromno imaš teh profoksov, ki so isto šli in meni se zdi nekaj najbolj zanimivega. Sploh zato, ker si pač na zdravstveni, tam imaš te osnovne predmete, pol pa ne 1000 teh strokovnih, pa zgodovina, psihologija, geografija, pa mogoče umetnost. In to je to. Itak, da si sit, če imaš, ne vem, po 6 ur povprečju nekih strokovnih predmetov, tudi če te nikoli prej ni zgodovina zanimala, rade volje priješ. Tako da, mogoče imam malo srečo zaradi tega. Ja, ampak vse verjetno predavate pa isto, kot biti povsod drugje, si učni načrti je isti, sklepam, da morajo vsi isto. Ja, učni načrti so itak z ministrstva, mi se jih držimo in to je to. Ja, daj mi povej, a si priprave, koliko si pa za priprave porabil tako? Prvo leto je tako, da mogoče kdaj za 45 minut priprave porabiš tudi 2-3 več. Aha, se pravi, si če bi ti razlagal, to je skoraj, kot da bi vsakega uro mogel nov stand-up set napisati, ampak pač itak ni treba, da so toliko dopolnjene fore, ampak sam teksta. Ja. Pa kaj, PowerPointu lepo predavaš eni druge? Ja, zdaj sploh zaradi Zooma druge ni tako, da PowerPoint, če ne pa skušaš narediti čim bolj zanimivo. Itak imamo ogromno teh zadev, ki jih midva, ki so bila v srednjih, nismo imela, tako da zdaj se da ful da rešiti. Tako da dejansko, če sem malo, kako bi rekel, naklonjen, da bi nekako drugače predstavil zadeve, ful se da. Je pa res, da zdaj, ko imamo Zoom, je pač PowerPoint, pa YouTube posnetki so to edina zadeva, ki pride prav. Ja, sej. A pa to se ti je spontano zgodilo, da še učiti, ali si imel skozi že plan, da bi postal učitelj? Pa ja, jaz sem hotel iti zgodovino, geografijo študirati, se pravi, geografijo sem zbral zraven, zato ker če greš dvopredmetno, ne rabiš zgodovini jezikov, se pravi, ti ni treba vzeti ne latinščine, ne stare nemščine, kar je ful ti prije upoštev. In pol edina taka optimalna pot se mi je zdelo, da bi postal pol profesor, se pravi, na drugi stopnji to zbereš in sem si praktično zbral. Pol pa itak so vedno govorili, ja, sej se ti ne splače iti za profesorja, ker itak jih je preveč. Zdaj je pa fora ta, da so vsi ti profesori, ne vem, Jan David, koliko se ti spomniš, na primer, tvoje srednje šole, koliko so bili v povprečju stari profesori? Ja, malo pred penzijo, ne večine. Ja, no, zdaj je prišlo pa do te faze, da so vsi, v povprečju je učitelj oziroma učiteljica zgodovine stara 48, se pravi, to je povprečje. Ja. Grejo počasi v penzion in je lani začela nastajati kriza in je taka kriza, da sem jaz bil v prvem letniku, ko so me klicali, ker pač imaš prvi pa drugi letnik, v drugem so že vse porabili in pa so klicali še prvi letnik, taka kriza je bila in je še zmeri, tako da če bi to poslušal oziroma gleda, pa je v bistvu pejte, zato ker zdaj se dejansko odpirate stvari. Službo, ko jo dobiš, ne, verjetno, mislim. Ja, praktično se je zgodilo to, da sem lahko zbiral. Se pravi, septembra, ko sem se odločil za službo, sem imel 3 zadeve. Izbral sem zdravstveno, zato ker sem tudi sam obiskoval, tako da mi je kar epik. Ja, pol si kaj si pol po izobrazbi, si kaj tudi pol posrednji, kaj si srednji medicinski brat? Tako je, tudi je.
Ja, no, pa te pol to zanima. Ne, saj si tudi gasilc, pa verjetno imaš za bolničarje tudi sklepam narejen. Tako je, ja. No, ja. Lušten si pa vse povezal skupaj. A pa Ja, čakaj, kar lepo si zaključil, ja. ja. Pa pol si v bistvu ti zdaj v bistvu zborenci s temi profesorji, ki si jim delal. Nažalost ne, jaz sem hodil v Novo Gorico, tudi zdaj sem po Ljubljani, tako da Ja. bi bilo pa še eno stopnjo višji, bolj epik, ja, če bi dejansko bil s profesorji, ki so mene imeli. V korakov noter pa v zborenco, pa evo, Verjetno ne bi vsi preživeli tega dogodka. aha, si bil težaven učenec. Ja, precej, to moram priznati. Tudi ne zamerim nobenemu dijaku, če je kdaj problematičen, ker se mi zdi, da je prej vidno gledalo v sebi, v njemu, kakor pa dejansko neka oseba, ko pač nima šans, da bo nekaj naredila iz sebe. Pa na srednji šoli imaš kakšne težave zdaj prek Zooma, a moraš, ne vem, jih miriti oziroma vzgojne? Mislim, težko je imeti vzgojne preko tega, ker veš, ne vem, a si imel kaj preko Zooma ti? Ja, predavanja imam zdaj na faksu, sicer prek česa drugega, ampak se ne vidimo. Obvezno, ne. Ti imaš 1000 načinov, kako se lahko zmuzniš česarkoli na Zoomu. Imaš internet ne dela, kamera, mikrofon mi ne dela, elektrike ni, vode ni, karkoli. Toliko razlogov, ampak jih ne moreš loviti, ker mu niti ne moreš povedati, ne vem, te ni bilo, če sem teden napisal, ja, ni bilo neta, ni bilo elektrike. Ne moreš mu dokazati. Jaz, na primer, tudi teste, ko pišemo, kako mu boš vedel, da pač ne pripisuje, kako ga boš sploh odkril. Naprimer, že jaz, zdaj nimam 2 ekranov, ker pač sem pri punci, imam 2 ekrana, ker pač lažje gledam, imam PowerPoint, imam njih pač kamere prižgane in itak tudi oni imajo lahko 2 ekrana, veš, tukaj imaš Word s tekstom, tu imaš pa test. Ti ne boš med 30 ljudmi enega videl, ker bo pač pisal, veš, da ti kot tiček sekunde dobo, ne moreš, to. Pa tudi dokažeš mu težko, pa zdi se mi, da ne vem, pa ne, no, vsi pravijo slabši kvaliteti, meni se zdi, da sploh ni kvalitete, iskreno povedano. Oziroma zdaj moraš biti ful bolj samoiniciativen. Jaz vem, da ne vem, če bi zdaj letnik naredil, oziroma ali pa če bi znižali toliko standarde. Srednja šola sploh ne. Osnovna še mogoče malo, ko se bojiš te avtoritete, pa tega srednja nikakor. Težava je ta, saj sem ga prenesel, zdaj me 14 dni ni bilo v pouku, ampak si sam sebe dela škoda. Veš, to je 1., 2. letnik, 3 leta bo še tukaj, nekje bo prišlo odzadaj za njim. Pač problem je v srednji šoli je to, da nimaš še tega razvitega, ker pač tudi fizionomsko so možgani tako naredi, da nimaš še toliko razvite razmišljanja, kaj bo pa potem, kakšne bojo pa dejansko posledice. Vse razumeš na kratki rok, ampak na dolgi rok ti ne dojameš. In ne moreš jim pa tudi razložiti tega, ker pač te bo imeli, pač siten je, rad bi imel, ne vem, prisotnost pa pozornost, ampak vse veš, kako je, najrajši v srednji šoli špricaš. Ja, točno tako je. Takrat, za moje pojme življenje se ti tako v srednji šoli zgodi, pa kolikor znaš to mejo držati med srednjo šolo pa med obšolskimi aktivnostmi in tako dalje. Daj mi povej, pa glede zgodovine, kaj te pa najbolj zanima, recimo pri zgodovini, a si fan, ne vem, 2. svetovne vojne, a si fan Aztekov? Jaz dejansko ta moderna zgodovina, že zaradi tega, ker je vse v angleščini. Pač ti moraš vedeti, da zadeve, ker zgodovinar ne bere bere knjige, ampak če hočeš imeti vere, moraš brati vere v originalu. Jaz pač ne znam latinščine, ne znam teh jezikov in zato, kar je angleščina ali pa slovenščina, se pravi, in zato imam sploh 20. stoletje, 1., 2. svetovna vojna in pa v bistvu ogromno te neke pop kulture, glasbe, filmov in tako naprej. In tudi v tej smeri tudi mislim pisati zdaj magistrsko. Čakaj, diplomsko si pa pisal o Baški grapi, če sem prav zgooglil. Pisal sem, 2 sem pisal o filmu, prvo slovenskem filmu, ki je snemal v grapi, tako da. Ta druga si tudi ti, jaz sem mislil, da sta 2 kokošarja, pa sem rekel, ajde, ne vem.
Ne, In oboje sem jaz. Če študiraš dve smeri, moraš tudi dve diplome oziroma dve magistrski se narediti. pravi, ena je o Baški grapi, pa o filmu tale. Mislim, prva je zgodovina je filma, ki je pač povezana z grapo, drugo je pa težava, problematika in praznjenje, obenem tudi Baške grape. Aha, v bistvu to je pa bolj geografski vidik. Tako je. Kaj pa glede filma, si tako ful ljudi najdu, ki so še znali kaj povedati, ali si to bolj... Dejansko, ja, praktično 2019 sem oddal, takrat je bilo še enih 6 prič živih, tako da sem imel praktično neko vlogo. Ne vem, igralka Štefka Drolc, izjemno poznana, je bila še živa, potem ena domačinka je bila tudi pri nas, ki sem jo lahko glede tega vprašal, tako da od takrat naprej do 2021 vsi glavni akterji so nažalost spokojni, tako da sem imel malo sreče glede tega, ker sem jih lahko vprašal, pa tudi ogromno sem dobil stvari v arhivu, ker pri nas v Baški grapi je glede tega filma bilo že ogromno povedanega, ker pač to je stvar, ki dejansko pri nas je zanimiva, se da tudi ostale zanimajo in sem dejansko dobil par zadev, ki jih ni noben še do takrat odkril oziroma dobil, pa se mi je zaradi tega toliko bolj zdelo, ker pač mi imamo neko tematsko pot, se pravi, imaš dejansko vodene turistične oglede. Ja, in sem zdaj malo to prebrskal te arhive, neke papirje dobil, ker jih pač nikoli prej niso odmeli in dejansko sem dodal nek del. Sicer moraš vedeti, ko pišeš dve diplomski, je ful težko in pol ta del je majhen, ampak bi ga lahko večjega naredil, ampak nisem imel časa takrat, mogoče kdaj drugič. Dobro, ja, takrat se tudi malo mudi z drugimi stvarmi. Tako je. Kaj pa, se pravi, pol te zanima moderna zgodovina, ne? Zdaj mi povej, to mi pa, ne vem, če sem kdaj, vedno me je zanimalo, koliko nazaj se šteje zgodovina, ali je včeraj že zgodovina, ali kakšna definicija, kdaj se zgodovina začne? Praktično preteklost je, ne. Vsa zabeležena preteklost, praktično midva lahko kot o zgodovini govoriva 2 minuti nazaj. Aha, je to že zgodovina. Pravi, zgodovina je vse od prvega pisnega vira pa do prejšnje sekunde. Nice. Ne, ker jaz sem si predstavljal, kao, ja, 10, ne vem, učbenike jih bomo pisali recimo 10 let nazaj, ostalo je pa še presveže, da bi pisal, ne, mogoče. Ja, evo, to je fora, zgodovina je zgodba. Zdaj, če govoriva za 2 minuti nazaj, midva imava precej nepovezano zgodbo, pa ne veš, kaj v bistvu to pomeni. Se pravi, pri zgodovini je zanimivo to, da mora preteči nekaj časa, da ti znaš lahko zamisliti nazaj, kaj je bilo v bistvu razlika. Ker ti vedno gledaš na zgodovino skozi sedanjost, tako da imaš zmeraj nek pogled nazaj. Zdaj ne vem, če sem ti to zdaj logično razložil, ampak vedno rabiš dobiti neko rdečo nit. Midva za 2 minuti nazaj ne bi dobila, za 10 let nazaj, če bi se pogovarjal, ne vem, o neki politični zadevi ali pa tudi kulturni, bi dobil neko rdečo lit in o tem bi lahko govoril. Ko gledaš 8 let nazaj, je bil Trump izvoljen. Ne, 8, 4, kaj sem se zdaj. 2016 je bil, ja. Ja, no 4, ne, ali pa recimo, ne. Ali pa Obama je že v bistvu zgodovina, ne. Pa sem li zanč gledal nekaj, bom rekel, Obama Fails, ki nekaj tam se s kraljico nekaj pogovarjal. A veš, pač. Ja, ampak to je že zdaj praktično zgodovina. Obama je 2008 nastopil, jaz imam na primer dijake, so 2005 letnik. Glede na to poznajo ga, ampak jaz bi lahko predaval zgodovino Obame kot predsednika, ker itak so bili premajhni, da bi pač dojemali in bi lahko dejansko je to zgodovina. Ja, vsi, pa sem pa zanč, me je ful zadev ta film, ne vem, če si gledal, They Shall Not Grow Old, kako je že. Ja, ne bojo se postarjali, to je Tolkien digitaliziral stare posnetke, barve jim je dodal. Noro je, ker sem bil tako, do zdaj sem vedno imel prvo svetovno vojno, to je milijon let nazaj, kvazi, pač sej približno sem tudi mene malo zanimala, bom rekel, hobi zgodovina. Ampak pa, ker sem pa tiste posnetke gledal, ki pa ti da še zraven ti zvok, pa tiste kopita, pa barva, pa zgleda kar propadno.
Čakaj, zdaj se moram popraviti, da me ne bo kjer ubil. Narobe sem rekel, ni Tolkien, ampak je Peter Jackson je to naredil. Jackson je znan po Lotru, kaj Tolkien to prevajal. Ja, neverjetno je to. Ampak za prvo svetovno vojno imaš ful telih filmov že, ali pa knjig, tako da ti priporočam, naprimer, Na zahodu nič novega. Tako da to je tudi nekaj podobnega, ampak je spet malo fikcije, ampak še verim. Ful, če ne pa verjamem, to je ene boljše. Za drugo vojno mi je pa ful všeč tale film D-Day, ki John Wayne tudi igra, ki je še črno-bel. Črno-bel film. Pa itak od Clinta Eastwooda tale Pismo z Iwo Jime, pa Letters from Our Father. To je res dober film. Ful mi je dobro, ker Clint Eastwood, pač mi si ga predstavljamo iz teh špageti westernov, ampak meni se Clint Eastwood zdi šele v teh filmih, pač Pisma Letters from Our Fathers, pa naprimer Gran Torino, pa kaj je še $1 Million Baby. Ja, te filme se mi zdi. Tlej dobo to debelo kožo, veš, da ga folk že reče, pizda, to je pa en človek tako proper, ne. Veš, to je pa nekdo že s kilometrino. Ker tam je bil le en tak frajer mulc, mislim. Ja, mene mi je westernih, ne, mislim. Ful mi je dober, ker pač zgleda, kot da ima samo en izraz, pač tam gleda tako, pač, ampak dejansko imaš od zadaj človeka, ki je precej globi. In mene bi precej to dobro, naprimer, kako se v bistvu razvija skozi leta, to mi je res zanimivo. Ful mi je zanimivo, kako v filmski industriji, recimo včasih je bilo 3-uren film brez panike, so naredili Good, Bad and Ugly, a ne, pa si ga gledal, pa gledaš 10 minut sceno, kako Lee Van Cleef jaha čez divjino, a ne. Zdaj smo pa itak nafilani s temi informacijami, ti morajo pa v 1 uri pa pol vse predstaviti, celega, pa je tak kvazi umetniški film tale, se mi zdi 1917, ne. A veš, pa je zanimivo, koliko so ga naredili v teh 2 urah, ne, koliko so ga mogli skrajšati, ker če bi se to snemali 60 let nazaj, bi po moje bil to 4-uren film, ne. Ja, bi bil, zadeve so se spremenile, saj vidiš, kako ti dojemaš YouTube. Ti, če ti YouTube ni všeč, preklapljaš, prehtevaš pogovore, prehtevaš vse, kar je možno. Itak, ko gledaš te YouTuberje ali pa ne vem, vse te influencerje, kaj bam, možgani delajo z vsem mogočim in zanimivo je, ker pač televizija se ne zna glede tega fejst adaptirati dosti hitro. Ker sploh pri nas imaš še zmeri one stare oddaje, pač starega kova, veš, kaj je ono, dober dan, a ne. Veš, ti si pa bam, animacija, nekaj eksplodira, bum, bam. Ja, ti si navajen, da ti informacije skozi faco podletavajo neki, ne. Jaz sem naprimer videl, da naprimer že dijaki so sploh, zdaj ne vem, so stari 15, 16, 17, 18, oni so že generacija Instagrama, pa Instagram storyjev in pa TikToka, jaz z nekim navadnim dokumentarcem jih ne dobim več noter, ker gre počasi. Ker je že, ne vem, pokaže antilopo, pa je 15 sekund posnetka antilope in se nič ne zgodi, kakor tam, da se pase in to je to. Ja, bi se moglo zgoditi, veš, nekaj. Ja, mogoče. Sicer imaš pa pol, se ni to slabo, YouTube se ful dobro prilagaja, na to imaš pa na YouTubeu milijardo zdaj bolj novodobnih teh dokumentarcev, ko so praktično posneti s telefonom, par mulcev, še vedno kvalitetno, ampak se precej spreminjajo te stvari. Zdaj mi ješ poslal kakšen ta link, da bom pogledal, magar. Z veseljem. Pa damo spodaj v komentarje, pa da lahko ljudje pogledajo, če jih zanima zgodovina. Ali pa pač whatever. Kva pa bi, pa še geografija recimo, kva pa, a te bolj zanima slovenska geografija ali svetovna? Mislim, meni to Slovenijo sploh, ampak če ne, drugače me družbena geografija zanima, veš. V osnovi imaš fizično geografijo pa družbeno. Zdaj na družbeno se bolj norca dela, ker pač fizično oni so bolj čed, pa to pač lopata gremo, gramp in to. Se meni je to tudi ful cool, ampak družbena je bolj to, veš, politika, religije, prebivalstvo, tako naprej. Ker je pač tudi, ful bolj povezano, naprimer, z zgodovino. Če ne pa geografija.
to je tako široka zadeva. Nekaj časa sem zelo mislil, da bi si spustil na primer v risanje zemljevidov, ker je postalo precej lahko, temu se reče geoinformatika, tudi donosen posel, ampak tam je pa že toliko računalniškega znanja, ni sam ta StreamYard prežgat, ampak tam je pa samo matranje. Oziroma pač tam si programer praktično. A bo koronavirus, se ti zdi po učbenikih, bo to veliko poglavje, tako kot beremo v drugi svetovni vojni, čez 50 let, ali bo to samo tako neka črta gor dol, ali pa sploh ne bo, ne vem, sploh ne spremljam toliko cifer. No. David, izjemno dobro vprašanje. Veš kaj bo s tem, spreminjalo se bo. Tako kot na primer, deva reči druga svetovna vojna. Druga svetovna vojna pri nas je bila po drugi svetovni vojni, se pravi, je začela Jugoslavija, se pravi, Socialistična federativna Jugoslavija, se je skoraj pol vse zgodovine govorilo samo o tem. Ker pač oni so zmagali, oni so in sploh, imamo še žive borce in gremo. In to je trajalo nekaj časa, potem so pa začeli, pa vse ta druga svetovna vojna je izjemno pomembnega zadeva, ampak so začeli še z druge strani, se pa partizani niso vsega najbolj, ni vse, kar so naredili v redu, pa tudi domobranci, vse, kar so naredili, ni bilo slabo. In pol se je začelo, se je tudi kaj drugega svetovne vojne in se je začelo to kar počas manjšati. Sicer ne zgubi popolnoma vsega, ampak se zadeva se v bistvu bolj optimizira glede tega. Ni pompozna. Kako? Ni pompozna to, bom rekel. Folk pozabi. Niti pozabi, se pravi, osnove ostajajo iste, ampak se ne posveča več toliko pozornosti. In v bistvu tu praktično z vsako stvar rata in se pravi, vse, kar je odvisno, je, kdaj se bo na to gledalo. V primeru zdaj 15 let ne bo noben tega omenjal, ker pač ali pa, ne moreš vedeti, jaz ne znam ti napovedati. Naprimer, 9/11 je še zdaj neka prelomnica, veš. In ne moreš vedeti, zagotovo se bo zapomnilo, ampak naprimer, mi o španski gripi smo zelo malo govorili, pa so bilo ogromno smrtnih žrtev, zdaj, kaj pa pač korona, zdaj pa španski gripi imaš napisano milijardo zadev. Vse zgodovinarji smo govorili o tem, ampak nek povprečen oseba pa mogoče poznala špansko gripo, ni se pa noben poglabljal v to. Se pravi, jaz edino občutek, ki ga dobim, je tukaj, da se bo govorilo predvsem z gospodarskega vidika, ker pač imamo tukaj kar se te zadeve dinamične nastane tukaj in pa, če bo kdaj kaj podobnega, se bo o tem ogromno govorilo spet. Pa tudi definitivno se bo glede politike, ker ponavadi take krize so prinesle še večjo krizo. Naprimer, imaš pandemijo, naprimer španske gripe, potem imaš totalitarne sisteme, general, kaj že bi. Hladna vojna, konc druge, še vedno, ne vem, hladna vojna, 90 se šele to razreš, spet novi zapleti. Ampak ful bo drugač. Ti boš videl, čez leta se to precej spremeni, ker se lahko tudi spremeni gledanje na to. Naprimer, pomisli, ne vem, na kakšne starejše ljudi, pa se jim smeješ, ker imajo neka čudna prepričanja. Pa naprimer, že gledaš, naprimer, pižamo fluoroforo, ko prav, kaj so vedeli včasih, mi še v 90-ih smo imeli CD-je prepopane gor okoli ogledala v avtu, ker kao, da ne bo te radar zaznal zaradi tega. Od teh stvari danes mi počnemo, ki bojo absurdi naslednji. Ne vem, 70 hlačena zvonc, 80 natopirana frizura, ker danes je znanstveno dokazano, oziroma vsi vemo, da te uničuje lase. Koliko teh stvari mi danes počnemo, ko potem, ne vem, se jim bo zdelo absurdno. Lahko bojo, naprimer, socialna omrežja bojo ugotovili, da to je bilo največji polom in mi smo bili pa odvisni od tega. Tako je. Vse je stvar, s katere točke gledaš. Nam je danes grozno, ne vem, ta pandemija, mislim, odvisno komu, ampak čez nekaj let, ne vem,
jaz verjamem, da bomo imeli kakšno generacijo, ki nas bo sita o tem govoriti, veš, da ne, spet imaš to korono, smo že tolikokrat slišali. To ful dobro vprašanje in ne moreš vedeti, ali bo kaj ali ne bo. Ker, na primer, lep primer je, na primer, Woodstock, ti poznaš Woodstock 69. leta, ki je bil. Pač bil je prvi tak velik festival, to je pa to. In vsi ga imajo, ne vem, za ful uspešnega, pa ne vem, vsi ga poznamo. Ampak, če greš pa gledat dejstva, to je bil največji polom ever, še vedno niso ga izplačali, se pravi, organizatorji še vedno par milijonov v minusu, ne vem, koliko mrtvih je bilo, dehidriranih, vseh poškodb, posilstev in tako naprej. In tudi, na primer, vsega zamujanja, katastrof, zastrupitev, ne vem, vse veš, kako imaš na koncerte, ne vem, do 2 ponoči so in to je to. To se je zavlekel, da na primer Jimi Hendrix, ki je bil vrh line-upa, je bil šele zjutraj. Pač predstavljali si, takrat je odšpilo eden najbolj znanih koncertov ever. Ko je igral tudi ameriško himno, se mi zdi. Ja, s tistim soundom. Ampak ni nobeden mogel, ful manj folka je bilo kot prej, ker so bili pač neki obskurni bendi, mislim, obskurni, ker pač ti ne moreš, ne. Ampak vsi poznamo, veš, pa Peace, pa Love, pa tako naprej, ampak če greš gledat, redko kdo se je imel res fajn, ne. Se pravi, ti se imaš lahko na gasilski veselici, zato ker se lahko nahraniš, naješ, pa na WC greš nekam normalno, pa slišiš muziko, tam so imeli pa milijarda problemov, ampak, veš, je pa vsi poznamo to, pa si mislimo, Peace, Love in tako naprej. Tako da to imaš zelo različne stvari, lahko nastanejo iz tega. Jaz to pa nisem bil, zdaj to predolgo, ki glede tega. Ne, pa sej, to je cool, samo da govoriš, da se jaz lahko še kaj vmes spomnim. Veš, kaj mi povej, a na veselici naročiš čevape ali klobaso? Dobro vprašanje. Kaj imaš rajš? Ali odvisen od dneva, ker pri meni je tako. Daj bom rekel čevape. Ker vem, da je to težko vprašanje, ker kakšne čevape dobiš pa Kakšne čevape pa imaš rad? Ne vem, gasilske čevape od Pro Dunga, kaj že? Kera firma že res ima? Ni meso kamnik. Gasilske imajo čevape. Prav gasilske čevape gor piše na... Ja, v Šparu sem jih videl 2 leti nazaj, takrat, ko smo lahko še čevapčiče pekali v družbi, ne pa prek Zooma. Ti ne vem, sicer moram pa da reči to, da je hitrejš zafrkneš čevapčiče, kakor pa klobase. To pa res je. Klobaso tisto vodo vržeš in je to. Ja, tam ni kaj. Tako da, kje pa ti? Imaš raš čevape ali klobase? Pa veš, da mogoče, če so čevapi, da bi rekel, evo, da mi nekdo, ki res oboje zna pripraviti, bi rekel čevapi, definitivno. Drugače pa kdaj, pa kakšne nevšitne čevape, kje dobiš, pa bi raj klobaso. Oziroma tudi dobiš, kaj ne, pa kako. Če ne drugega, če ješ, je ful lažje, če pustiš čevape, zato ker so celi, lahko ponudiš naprej. Zdaj, če boš ti tretjino klobase ponujal okoli, te bo kdo kam poslal. Ja, pa tle lahko zdaj še gledalce vključimo, pa rečemo, napišite komentar, kaj imate pa vi rajš, klobase ali čevape. Spodi kao na polno komentarje. Tegite največjega strokovnjaka za čevape. Tako, evo, ja. A imaš kakšno top čevapčinico, drugače svoja najljubša? Ne, imam top šefa, ki pač ni zaposlen kot šef, ampak pač dela super te zadeve. Drugače pa ne, jaz sem nisem gurman glede tega. Imam rad dobro hrano, pač pa ne maram slabe, ampak zdaj, da bi se pa nekaj specializiral, to mi pa ni, ne vem. Ja. No, jaz imam tle v Kamenku Orient, mi je ful všeč zato, ker še na olju popeče, v bistvu na tem olju, ki čevape peče, še da gor lepinjo, teskavica, bak. Ja, ampak ja, zanimiva taka tema. Kva pa drugače še da ti ješ mehiške, tako da to eksperimentiraš, no nisi nek človek. Mislim, rad jem, tu se sicer ne vem, ampak rad jem. Ne vem, kar je... Kar je, poješ. Ja, mislim, vse veš, jaz sem že 6. leto študent,
Tuna pa testenine, tuna pa riž, tako da jem vse, če je toplo, je toliko boljše. Epik, epik, ta je dobra, če je toplo, je toliko boljše. Ja, se je res. To je zdaj lahko joke, kao tudi žensko je tako, ne. Dobro. Ja, to je ta Gre. Belbergant humor. Ja, recimo. Kaj sem ti hotel še reči? Za majske igre si mi napisal, da trenutno stagniraš, ker je korona, to je logično, ne? Ampak a ste, nekaj sem prebral, kao neka advice za te, bom rekel, ki pripravljajo dogodke, pa to, kao ne bi se na 2021 vsem kar pripravili, delali, kot da bo, ne. A to vi tudi kaj delate? Kaj sploh si pri teh majskih igrah? Ja, jaz sem vodja kulturnega programa, se pravi, majske igre potekajo cel mesec, sestavljene so iz 4 žurk, se pravi, Rožna, Rožnik, Mestni Log pa Kardeljeva ploščad, tam, kjer so pač študenti, mislim, študentski domovi, in pa 6 kulturnih večerov, se pravi, imaš nek oder, ki je v bistvu kar stalen tam sredi Rožne, in imaš te tematske večere in v bistvu to je verjetno že kakšnih 10 let nazaj, so tukaj začeli, na primer, Mlade Nade in to v bistvu ti še priješ na vrsto. Stand-up v bistvu vsi začetniki, ni važno, ali si dober ali slab, imaš v bistvu v Rožni, ki te prije praktično 300 do 400 folka gledati. Tam v menzi, ne? Ja, če daš. Večino krat je bil daš, če ne smo bili pa zunaj. Kje pa? Na igrišču? Na drugi strani, kjer je igrišča, je blok in pol od zadaj tak res lep travnik, pa v bistvu malo gostje. Se pravi, in v bistvu tam, jaz sem tam začel s tudi stand-upom, se pravi, moj prvi nastop je bil v Rožni, pol sem bil pa kar naenkrat zraven in pol sem 2018 prevzel to, pa imaš na primer 2 večera imamo za headlinerje stand-up, se pravi, ene Mlade Nade, ene so veterani, pa na primer impro večer, filmski večer, muzika, se pravi, od na primer, ne vem, neke, kako bi rekel, te skupine, ki so že, ne, mislim, ja, tudi rockerske bende, ampak tudi te folklorne skupine, pa imaš pa te rock, pa te obskurne zadeve, pa tudi rap, hip-hop in tako naprej in v bistvu to organiziraš. Se pravi, to je oder, ne vem, 30,5 metra visok, pa ni nobenega ograje, pa to in v bistvu tako malo bolj na free, pa tudi vstopnine ni, pa zraven je samo en šank in to je to. Ful je dobro, čez dan imamo, ne vem, kakšne delavnice, joga, slikarstvo, fotografija in tako naprej. Ja, boš naredil stand-up delavnice. Mislim, ker to se da zrihtati v 2 urah, da si rata stand-up komik. Tako je. Pač pa en nastop, plačaš 50 €, ti zrihtamo nastop in to je to. In ti si stand-up komik. Ja. Kdaj pa ti praviš definicijo, da rataš stand-up komik? Jonas je rekel, da takrat, ko si prvič plačan. Pizda, pa mi je priratalo. Ja, jaz bi rekel, ko začneš dejansko biti na odru. Ja, mogoče res, ja, ko se sprostiš ko nisi glumac na odru, ampak ko si sam ti, pa si smešen. Recimo, da jaz sem bil glih nekje tam, no, pol dele polet, pa spet itak greš nazaj. Ja, mislim, zate mi je prav malo žal, ker dejansko sta skupaj z Grkmanom. Ja. Ja, sem se bal, da bo kakšen drug priimek rekel. Sta res dobro prijela glede tega in cenim vajino vztrajnost pri tem. Res so se po celi Sloveniji že furale. Marsikaj sta šla, ker je prav ono. Wow, malo sem te spet videl samega sebe not, ker sem isto delal, ker pač, špilje, gremo, kaj, zastonj bo pivo, eno, wow. Ja, In ja, lej, meni se zdi, da že to je en velik korak, ki ga marsikjer ne bi naredil. Potenciala, samo ne smeš nehati. Ja, hvala Matic, to je bilo pa zdaj zelo lepo slišati. Bom ti še jaz malo nazaj pohvalil, glavnem jaz zmer umrem, čekaj, kako ima že ti konc, folk ne čakati, razen če ste plato olivali, eto, tvoj konc. No to pa jaz vedno jokam, ko to slišim, kaj je samo uno, kaj je
top joke, pač, pa folka, veš, tega pol ne razume, ker v lifeu ne vejo, kaj je plata, pa kaj pomeni olivata. Že nisem se sam tako, ker si vno, tudumc. Ne, pač, da ti razložim, zakaj je to. Pač, dolgo časa nisem imel te fore in je izpadlo na koncu samo ful nekaj, veš, globokega, pa mal ti pusti, ne vem, v želodcu, vsem nam je bed za njega, veš, pa samo en mal twista, v bistvu, ko hočeš narediti mal drame, ampak se zmeri poludariš. Ja, se to je komedija, ko vas je. Tako da, ja, hvala lepa za ta prijeten pogovor, pa ob pivu morda še boljšem. Tako je. Ja. Čau. Oh.